Tokrat v občinskem informatorju v Radencih predstavili projekt Bike and Spa. 4 framski zgodovinarji v Cafu in Turnarju. Sveti Andraž obiskal Miklavž, zagorele tudi praznične lučke. V Majšperku odigrali nogometni turnir. Na Destrniku Božiček že obdaroval otroke. Koncert v Nakorda v cerkvi v Spodnji Kungoti. V Majšperku organizirali krasitev smreke z najmlajšimi. Lepo pozdravljeni. V zdravilišču Radenci so predstavili čezmejni projekt Bike and Spa, pri katerem sodelujejo skupaj z drugimi v projektu razvijanja ponudbe 12 term, ki se povezujejo s preostalo ponudbo v regiji. Pri tem pa je poudarjen kolesarski turizem. V regiji se je jeseni začel projekt Bike and Spa, ki je financiran iz programov Slovenija-Avstrija Interreg. V njem sodeluje več deležnikov. Občina Moravske Toplice, Zavod za turizem in razvoj Lendava, avstrijske Termenland, Vulkanland in pa avstrijsko društvo za razvoj podeželja v območju Vulkanlanda in pa Zavod za inovativnost podjetništvo iz Maribora. Združenih je kar 12 termalnih ponudnikov iz Avstrije in Slovenije. 6 ponudnikov na avstrijski strani in pa 6 ponudnikov na slovenski strani in seveda celoten ta ekosistem, ki se seveda razvija okoli posameznega zdravilišča, termalnega ponudnika ali spa ponudnika. Pri vseh pa želijo nadgraditi ponudbo. Tako izkustveno, boljšo, bom rekla, priložnost za raziskovanje destinacije na obeh straneh meja. Na 150 kilometrih teh poti bomo naredili interaktivne table, ki bodo seveda omogočili 360-stopinjski ogled okolice, po kateri kolesarijo. Seveda je to iz vidika kolesarskega, bom rekla, entuzijasta zelo zanimivo, ker si lahko načrtuje pot naprej, to se pravi, si pogleda okolico, pogleda, kakšno je vreme in potem stopi na kolo in si začrta svoj pot v dan. Usposabljali in izobraževali pa bodo tudi ponudnike in nove lokalne turistične vodnike, specializirane za kolesarske goste. Radi pa bi tudi približali destinacije. Tako avstrijsko vinsko cesto, Štajerske, celotno zgodbo seveda z Prlekijo prek Murjem po Murjem in celotno to zgodbo zaokrožiti v neke 3-dnevne nove, zanimive, atraktivne ponudbe, ki bodo seveda združevali tako užitek, rekreacijo, prosti čas in pa seveda odlično kulinariko, ki jo na tem območju prav gotovo ne zmanjka. Med partnerji v projektu je tudi zdravilišče Radenci. Seveda smo zelo veseli, saj verjamemo, da aktivni oddih, aktivnosti z našo blagodejno mineralno vodo, zdrava kulinarika, da je to recept za zdravo življenje, dolgo življenje in pa zadovoljne goste. V Radencih so sicer zelo poznani po svoji mineralni vodi, ponujajo pa pravzaprav še veliko več. Zraven tega seveda zdravilišču Radenci ponujamo številne druge aktivnosti in te naše goste tudi vključujemo v te druge aktivnosti, med katerimi je kolesarjenje eno izmed zelo pomembnih. Kolesarske poti seveda nastajajo, vsako leto se ta mreža širi. In poleg teh pešpoti, ki jih že naši gostje pridno obiskujejo, si vključujemo tudi kolesarske poti, tukaj pa lahko spoznavajo tudi bogatost ob sami reki Muri in pa kulinariko tudi zunaj naših objektov v neposredni bližini, neposredni okolici. Ob tem pa gre za povezovanje in izmenjavo, pri kateri njihovi gostje spoznavajo okolico ter obratno, kolesarji in drugi preko izletov pridejo tudi do zdravilišča in spoznajo njihovo ponudbo. Minuli vikend so v Framu obeležili 210. obletnico rojstva jezikoslovca, prevajalca in duhovnika Oroslava Cafa ter 100. obletnico smrti publicista in mecena dr. Pavla Turnerja. Dogodek, ki ga je pripravila KS Fram v sodelovanju z Društvom za razvoj Gremo naprej in občino Rače Fram, je povezal domačine in obiskovalce ter poudaril pomen 2 zgodovinskih osebnosti za razvoj kraja in kulturno dediščino. Minuli vikend so v Framu obeležili 2 pomembni obletnici. Organizaciji KS Fram, Društva za razvoj Gremo naprej in občine Rače Fram so organizirali dogodek ob 250. obletnici rojstva jezikoslovca, prevajalca in duhovnika Oroslava Cafa ter 100. obletnici smrti publicista, mecena in vzgojitelja Pavla Turnerja. Moram povedati, da je motor današnjega dogodka predsednica krajevne skupnosti in zgodovinarka doktorica Vlasta Stavbar. Povod je bil pa tudi to, da letos praznujemo okrogli obletnici obeh verjetno največjih ljudi, ki sta delovala v Framu, doktorja Pavla Turnerja in jezikoslovca Oroslava Cafa.
saj je letos minilo 150 let od Cafove smrti in 210 let od njegovega rojstva, ter hkrati 100 let od rojstva omenjenega Pavla Turnerja. Z dogodkom so organizatorji želeli občanom Frama približati pomembne zgodovinske osebnosti, ki so pustile velik pečat na razvoju kraja, ter pokazati, kako je preteklost tesno povezana s vsakdanjim življenjem in prihodnostjo. Zato smo prišli na nek način na zamisel, da Framčanom, torej krajanom, namenjeno tudi, vsem tisti, ki so se v zadnjih letih preselili v Fram, prikažemo nekaj pomembnih dogodkov, mož, posameznikov, ki so pomembno vplivali na razvoj Frama v preteklosti, in vedno so obletnice priložnost, da to storimo, in letos smo se namenili, da pričnemo z enim ciklom predavanj o framski zgodovini in posameznikih. S tem so poskrbeli, da bo spomin na Oroslava Cafa in Pavla Turnerja živel tudi v prihodnjih generacijah. Pomembni mediki vsekakor tukaj so bili torej nastanek šolstva, tako imenovane trivialne šole, ki so bile podeželske šole, ustanovljene na osnovi reform Marije Terezije, ki je uvedla osnovno šolstvo za šolsko naredbo leta 1774. Včeraj, mimogrede, smo praznovali 250. obletnico sprejetja te uredbe. To je pomenilo, da nekako so se začeli ljudje izobraževati. Dogodek, ki se odvija v PGD Fram, je združil domačine ter zainteresirane obiskovalce, ki so želeli spoznati zgodovinska obdobja teh dveh pomembnih osebnosti za razvoj Frama. Tako smo vsak za svojega zornega kota osvetlili obdobje, kjer sta ta dva moža živela, torej Oroslav Caf in Pavel Turner, in nekako poskušali z njihovi dosežki nekako predstaviti Framčanom. Veliko teh stvari Framčani, krajani že vedo, ker se, kot sem rekla, Fram priseljujejo tudi novi, želimo vedno te stvari obujati. Treba tudi povedati to, da v Framu živelo kar veliko posameznikov, ki so se rodili v Framu in so ponesli ime Frama navzven, ali pa so kasneje, ko so zunaj delovali, se vračali v Fram in tukaj v bistvu pustili svoj pečat. Simbolično je bila zraven tudi izvedba framske himne izvedbi Dušana Topolovca, opernega solista. Po radnem delu je sledilo druženje v prostorih gasilskega doma Fram, kjer so se obiskovalci lahko pogovarjali z zastopajočimi, si izmenjevali mnenja o pomenu kulturne dediščine in uživali v prijetnem vzdušju. V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah so tudi letos poskrbeli za praznično vzdušje z tradicionalnim prižigom prazničnih lučk v vitomarcih in terbetincih. 3, 2, 1, naj se lučke prižgejo! Prižig lučk so pospremili slavnostnim odštevanjem in veličastnim ognjemetom, ki je razsvetlil nebo in navdušil vse zbrane. Mi vsako leto, mislim, da že 5 let zapored, prižgemo luči. To je nekako naša tista značilnost naše občine, namreč ne okrašuje občine sama občinska uprava oziroma režijski obrat, ampak to vse, kar boste danes videli oziroma ste videli, je plod trdega dela vseh vaških odborov in tistih posameznikov, ki živijo ob tej trasi. S to tradicijo so pričeli v času epidemije, ko so želeli ustvariti občutek povezanosti in prazničnega duha kljub omejitvam. Jaz mislim, da imamo zdaj že 8 kilometrov luči, vse skupaj po vseh vasi, pa mislim, da če damo to v številke, se sploh več ne štejemo. V glavnem, ja, res je zasijalo, mi smo zelo hvaležni, da se ljudje to vzeli tako za sebe in mi smo danes prižgali samo luči na tem trgu, ampak jaz upam, da tudi v naših srcih, to je tudi slogan letošnje tega prižiga luč, ko zasvetijo luči, zasijajo srca. Domačini, pa tudi tisti, ki so ta dan izkoristili za obisk teh krajev, so bili zelo zadovoljni. Lepo, krasno, za to cajt, za kraj. Odlično, no. Tudi z družino krasimo doma, koliko pač po močeh, ampak se potrudimo, da je nekako okusno, koliko toliko. Meni se to zdi svetovno, to ni vsapovsod prisotno, ampak da se že res na okup zbereš, pa z skupnimi močmi nekaj ustvariš in vsako leto je lepše, boljše. Ne vem, neprecenljivo. Da se lahko družimo z ljudmi, pa to, ne, ker smo na vasi, pa to potrebujemo, ne. Tako druženje, pa da še od drugod pridajo, da se pogledajo, ne? Najmlajše pa je tudi letos obiskal Miklavž, ki je s seboj prinesel majhne pozornosti in nasmehe. Na praznični dan je cerkev Svetega Andraža obiskal Miklavž, ki je privabil veliko otrok. Ti so ga nestrpno pričakovali. V sklopu dogodka pa so pripravili dramsko igro, v kateri so nastopile živalice, ki so skupaj z otroki priklicale Miklavža.
Ko je ta vstopil, so se otrokom zasvetile oči, saj vsak od njih prejel darilo, kar je še dodatno popestrilo praznično vzdušje. Sicer pa se bo v občini do konca leta zvrstilo še kar nekaj dogodkov. Imamo še za otroke v bistvu božička, imamo tudi eno zelo lepo prireditev Jemi trenutek, ki jo organizira podružnična osnovna šola. Veliko se dogaja tudi z kulturno-umetniškim društvom, delavnice, večeri branja in podobno. Pa tudi veliko pohodov, tako da bo vsak našel nekaj zase. Vabljeni. V Majšperku so imeli dvodnevni nogometni turnir selekcij v 7, v 9, v 10 in v 11. Organiziral ga je nogometni klub Majšperk in povabil ekipe od blizu in daleč. Poglejte, kako zadovoljni so bili mali nogometaši. Nogometni klub Majšperk je prvič organiziral zimski turnir za mlajše selekcije. Prijavljenih je bilo kar 59 ekip. Goste imamo iz Rijeke, iz celotnega mariborskega območja proti Celju, iz praktično celotnega ptujskega območja. Tada smo zelo zadovoljni, gre za eno izjemno druženje, praktično rezultat je drugega pomena. Udeležba na nogometnem turnirju v Majšperku je bila pomembna tudi malim nogometašem in njihovi ekipi iz Hrvaške Rijeke. Idemo na dosta turnira u Sloveniji i uvijek imamo iznimno ugodna iskustva, jako je lijepo organizirano, djeca se izvrsno provedu, ono što je jako bitna stvar, pružimo im jednu bolju razinu socijalizacije, upoznamo nove prijatelje i ovo nama zaista jako puno znači. Seveda pa so svoje mnenje povedali tudi mali in zavzeti nogometaši. Najši hodim na turnirje, da je več ekip, da ne samo isti vedno igramo. Jaz sem na poziciji golman, na nogometu pa mi je najbolj všeč, da smo prijatelji, delamo v ekipi pa da se najbolj zabavamo. Ponavadi igram zadaj desno, včasih pa tudi levo. Kaj pa tebi pomeni to, da hodite na turnirje, tekmovanja? Super je, se zabavamo pa družimo, super je. Dobro pripravljenost so pokazale vse ekipe, marsikatera je bila dobro uigrana. Kličemo se hrbet, pa da strelja, pa mogoče nekomu poda tudi. Meni nogomet pomeni vse življenje. Zakaj pa? Ker ko sem mala, sem vedno gledala nogometaše. A ste tudi v družini imate koga nogometaša ali pa nogometaša? Moj ata je bil. Kaj delate na treningu? Tako, prvo se zagremo, potem pa gremo preden gremo, si nekaj lovimo ali pa kaj delamo, potem pa gremo igrati. V Majšperku so sicer z leta v leto bolj zadovoljni, saj imajo včlanjenih že skoraj 100 otrok. Otroci se treningov udeležujejo redno, 3-4 krat tedensko. Seveda pridejo bolezni, šolske obveznosti, vedno v klubu poudarjamo, da je vseeno šola na prvem mestu, ampak mislim, da to ni nič narobe, da 4krat na teden odložijo vse ostale skrbi in se v bistvu športajo. In če bodo tako nadaljevali, bomo o njih in njihovih uspehih zagotovo še večkrat slišali. Na Desterniku pa je Božiček že razveselil najmlajše. V telovadnici osnovne šole Desternik je z darili in prazničnim vzdušjem pričaral nasmehe na obrazih otrok, ki so skupaj z lokalno skupnostjo uživali v bogatem programu. Minulo nedeljo je v telovadnici osnovne šole Desternik tamkajšnje otroke obiskal Božiček. Niste še zamudili, pište Božičku vsi, tudi tisti, ki ste malo manj pridni. Za vsakega se najde darilo pri nas. Božiček je svojim obiskom pričaral pravo praznično vzdušje. Otroci pa so ga pozdravili z navdušenjem in širokimi nasmehi. V pričakovanju daril so zvezdavo spremljali vsak njegov korak ter uživali v čarobnem vzdušju. Vrhunsko. Sploh nas ni zeblo, ker smo bili notri. Super. Kaj pa je dal Božiček kakšno darilo? Je dal kako darilo? Pokaži. Ja, je dal, ja. Lepo, se vsako leto poskrbi občina za nas in za naše male sončke in srčke. Ob pestrem kulturnem programu pa so se simbolično prižgale tudi praznične luči. Ja, vsako leto zdaj že tradicionalno prirejamo prižig lučk in sočasno tudi počastimo naše otroke z božičnimi darove, katera nam prispeva občina Desternik z občinsko upravo in pa z županjo. Pripravimo vse potrebno za prižig lučk, mi pa pripravimo kot kulturno društvo kulturni program, da povežemo malo ljudi. Kulturni program so z recitacijami in glasbenimi vložki popestrili otroci iz domače osnovne šole in moška komorna skupina kulturnega društva Desternik. Da je od začetka do konca bila med nami v naši majhni vasici lučka. Torej, lučka je na začetku zasvetila med nami zato, da nam je dala svetlobo,
kasneje, ko pa je v bistvu bila med nami in otroci, smo pa skupaj priklicali Božička. Vse skozi so sodelovali osnovnošolski otroci, ki jih je tudi pripravila njihova učiteljica s svojimi glasbenimi in pa recitatorsko točko. In pa pela je tudi moška komorna skupina Kulturnega društva Destrnik. Veselje najmlajših je seveda bilo ob dogodku nepopisno. Božiček je razdelil veliko daril. Tudi letos se je občina Destrnik odločila za obdarovanje, tako kot vsako leto do sedaj. Prireditev imenujemo božičkovanje. Obdarujemo otroke stare od 1 do vključno 6. leta starosti in letos se je prijavilo 136 otrok. Tako je že 2. decembrski dobri mož v občino Destrnik in njene prebivalce prinesel veselje in praznično vzdušje. V cerkvi v Spodnji Kungoti pa je potekal čudovit glasbeni dogodek, ki je obiskovalce popeljal v praznični čas. Poglejmo. Ponovno se je odvil čudovit glasbeni dogodek v cerkvi Spodnja Kungota. Želim si, da so v občini vsi veseli, srečni in začetek decembra je tako, da to je to. Skupaj s skladateljem Kevinom Bezjakom so izvedle izjemen skladateljsko-pevsko-scenski projekt. Gre za 3. izvedbo moje avtorske skladbe Misa Concordije, ki gre za 6-stavčno delo. Božično bo obarvan, ker je pač ta čas, Maša tudi sodi v cerkev, ampak ni pa drugače, božična tematika je cerkvena samo. V prihodnjem letu si želijo širše prepoznavnosti in še več priložnosti za nastope, kot je bil tokratni v Spodnji Kungoti. Zagotovo območno pojavljanje, tako če zdaj počnemo, pa tudi malo na regijski nivo bi se počasi začeli udejstvovati in pa prepevanje, to, kar že zdaj počnemo. Dogodek je bil organiziran s pomočjo občine Kungota, ki v decembru pripravlja še številne druge prireditve v lokalnih skupnostih. Mi smo že začeli pred dobrim tednom, imeli smo uverturo v adventni čas za kunguško plehmuziko. In sedaj, od takrat se pa bo vsak teden oziroma skoraj vsak dan nekaj dogajalo. Od Parkli festa do aktivnosti v Svečini, v Juriju, v Zgornji Kungoti, v Spodnji Kunguški cerkvi oziroma najbolj bo poudarek, da bodo otroci veseli in doživeli Božič tako, kot bi se naj Božič doživel. Županja Kungota je ponosna, da lahko podpira tovrstne praznične dogodke, ki povezujejo skupnost in prinašajo veselje. Začelo se je z uverturo v Spodnji Kungoti z prvič prižigom lučk na novem objektu v Spodnji Kungoti, sedaj se pa nadaljuje s temi tradicionalnimi prireditvami, ki jih nekako želimo obeležiti vsako leto v vsaki vaški skupnosti po eno. Letos je pač prva naletela Spodnja Kungota. Smo v pričakovanju enega odličnega koncerta, prepričana sem, da bo to res taka prava paša za dušo in oči in da bomo lahko na nek način se z tem simboličnim vstopom v ta adventni čas povezali, si zaželeli dobro in da bomo to skozi cel mesec nadaljevali tudi v drugih delih naše občine. Občina Kungota bo v prihodnjih tednih pripravila še številne praznične dogodke. Pridružite se jim in izkoristite priložnost za praznično druženje. V Majšperku so z najmlajšimi pripravili prav posebno prireditev. Krasitev smreke pred kulturno-poslovnim centrom. Na platoju pred kulturno-poslovnim centrom Majšperk je potekala prav posebna prireditev Krasitev smrekice. Na le-to so majhne ročice otrok obesile čudovite okraske. Tradicionalno že vsa leta organiziramo krasitev smreke, kjer sodelujemo vrtec kot organizator v sodelovanju s šolo in kulturnimi društvi. Namen prireditve je seveda druženje, da bi praznike, ki so pred nami, lahko doživeli čim bolj povezano z družino, smo se odločili, da bomo okraske in prireditev odeli v belino. Kajti tudi otroška duša je čista in nežna, kakor snežinke. Pripravili so tudi lep program, katerega ključni element so bili najmlajši. Drevesa v gozdu bela so, pod snegom se sklanjajo. Obrazi otrok pa so še posebej zažareli, ko je smrečica zasijala v vsej svoji lepoti. Fajn, ker sem sestrica prišla, pa ker so okrasile smrekico. Zabavno. Kaj je bilo fino? Da smo si lahko kupili stvari. Kaj pa smrečica je zdaj lepa? Ja. Zakaj? Zato, ker je polno okraskov na njej. Vredo. Kaj vse ste videli otroci?
da smo zelo lepo nastopali in nikoli se nismo pridružili že. A si ti tudi nastopala? Ja, Kaj pa? Snežinka. Krasitev Smrekice je čudovita priložnost, da se zberejo različne generacije prebivalcev in skupaj ustvarijo praznično vzdušje v občini. Otroci z vrtca in šole pa so seveda z navdušenjem obesili unikatne okraske. Probamo ta dan, ko je krasitev jelke, nekako zbližati vse naše občane, občine Majšperk, tako da pa tudi društva, da pokažejo, kar imajo, ker vemo, da so ti prazniki od Miklavža, Božiča, Novega leta, so eni posebni prazniki, ki v človeški duši dajo marsikaj dobrega, pozitivnega in prav je tako, da se veselimo moče tega leta 24, da gre proti koncu in da pričakujemo nekaj boljše, še boljšega v letu 25. Dogodek je zagotovo eden izmed tistih, ki nas opominjajo na pomen skupnosti in topline med ljudmi v prazničnem času. Župan občine Lovrenc na Pohorju je strnil misli ob začetku decembra in vam zaželel. Spoštovane občanke, cenjeni občani, na pragu vstopa v novo leto vam v imenu občine Lovrenc na Pohorju in svojem želim veliko sreče, zdravja, veselja, prijetnih trenutkov v dobri družbi, trdnih stiskov rok in toplih objemov. Preživite mirne praznike in vse dobro vam želim. Tudi župan občine Majšperk je za gledalce delil lepe misli. Drage občanke, cenjeni občani, lepo pozdravljeni, tokrat za praznično okrašenega trga Ptujske gore. Z občutkom zadovoljstva se oziram na leto 2024, v katerem smo bili priča številnim izzivom in na koncu smo kar veliko stvari postorili. V teh prazničnih dneh, v katerih smo trenutno, nam vsem skupaj želim predvsem miru in pa pozitivnega razpoloženja, ki naj ga pospremi kvalitetno preživeti čas za tistimi našimi najbližjimi. Časa za nove zmage, nove izzive bo še veliko, zato kar pogumno zakorakajmo v novo leto, ki nam bo postreglo, upam, da ravno vsega v pravi meri. Vse lepo vam želim in srečno v novem letu. Toliko oddaji Občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V četrtek 12. decembra začetkom ob 17. uri v Kreativnem centru na Bregu ne zamudite zimskih uric. Prebiranje pravljic in delavnica za predšolske otroke, vključno z otroci, ki ne obiskujejo vrtca. Pol ure kasneje sledi sestrški prižig lučk s čarovnikom Avgustinom in nastopom MPZ Pogum s prijetnim druženjem na sestržah. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam prijeten večer in nasvidenje.